Lep pozdrav! Zadnji teden prvega meseca leta 2021 se končuje in bil je zanimiv. To so novice tedna. V četrtek okrog 18. ure je zagorelo ostrešje hiše v starem mestnem jedru Višnje Gore. Po hitrem posredovanju gasilcev se je požar razširil le še na 2 objekta. Streho nad glavo so tako izgubile 3 družine. Krajani so jim ob tej tragediji takoj priskočili na pomoč. Najprej je zagorelo na podstrešju srednjeveške stanovanjske hiše, požar pa se je ob pomoči vetra razširil na sosednja objekta. Zaradi odsotnosti požarnih zidov, zelo stare gradnje, je imel požar neovirano pot, da se je širil na ostrešja sosednjih zgradb. Praktično je delovalo to kot ena velika zgradba. Ob prihodu so se stanovalci že samo evakuirali iz objekta. 3 hiše so sicer pogorele, 2 ali pa še več so jih pa rešili. In to brez posredovanja gasilcev bi seveda bila katastrofa še bistveno večja. V obsežni akciji je sodelovalo okrog 110 gasilcev iz 9 enot Gasilske zveze Ivančna Gorica. Skupnimi močmi so požar hitro in uspešno omejili. Požar je bil omejen v kakih 3 urah, se je pa tekom cele noči še odkrivalo in gasilo posamezna žarišča v objektih. Akcija pa, kot vidite, še ni zaključena, saj so ekipe dežurne še vedno prisotne tukaj. Ob našem prihodu so bili sredi dela tudi kriminalistični tehniki, ki so preiskovali pogorišče in iskali vzrok za požar, kakršnega v Višnji Gori že dolgo ni bilo. Jutro je pokazalo vse razsežnosti te nesreče, ki se je včeraj zgodila. Moram reči, da je kar žalostno videti. Me pa hrabri to, da smo takoj zjutraj zopet začeli z akcijo in se pogovarjati o tem, kako bomo čim prej odpravili posledice. Župana pa v tragediji veseli medsosedska solidarnost. 2 družini sta namreč noč preživeli pri sosedih, 3. pa je prespala pri sorodnikih. Iščejo pa že dolgoročne rešitve. Je potrebno zagotoviti tem družinam možnost bivanja za naslednjih vsaj nekaj mesecev. In ker so se ponudniki turističnih kapacitet iz občine že odzvali in ponudili svoje kapacitete, mislim, da jih bomo naselili pri njih. Občina bo zdaj vse moči usmerila v čimprejšnjo sanacijo hiš, ki bi družinam omogočila vrnitev domov. V šole in vrtce pa so se v torek po skoraj 3 mesecih vrnili otroci v 9 statističnih regijah, ne pa tudi v jugovzhodni in posavski. Dolenjski, posavski in belokranjski otroci se torej tako tisti iz prvega 3-letja kot starejši do nadaljnega še vedno šolajo na daljavo, vrtci pa zagotavljajo nujno varstvo. Zaprte ostajajo tudi glasbene šole. Nekaj več kot 53.000 učencev od 1. do 3. razreda je danes vnovič sedlo v šolske klopi. Žal pa se v glasbene učilnice ne vračajo naši učenci, poudarja ravnatelj glasbene šole Marjana Kozine Matija Slak. Res je, da so glasbene šole predvidene, da se bodo odpirale šele, ko bo celotna osnovna šola, učenci prišli v šolo, se pravi ne samo prva triada. Zdaj, kdaj bo to, ne vemo, mi smo skozi optimisti. Seveda mladi glasbeniki pogrešajo stike z učitelji in igranje v živo. Jaz bi šla osebno veliko rajši nazaj, da ima pouk spet normalno. Se mi zdi, da se veliko več lahko naučim tako, da je nek bolj pristen odnos tudi z učiteljem lažje. In se mi zdi, tudi zvok je čist drugačen, kakor prek telefona, to se sploh ne da primerjati. Pa tudi vaje z zborom so čist drugačne in nastopa se lažji, kakor to prek računalnika. Tudi želje njene 5-letne sestrice Urške so dovolj zgovorne. Jaz bi rada šla v glasbeno, kam Petru tako rada. To smo pa tega računalnika, ki bi rada jaz stisnila. In to je to. Učitelji, pravi Sabina Šoštarec, po 3 mesecih, kljub vsej tehnologiji za izvedbo pouka na daljavo, zaznavamo precejšen upad motivacije otrok za delo. S tem tudi zbranost pri pouku. Vsi učitelji se trudimo po svojih najboljših močeh, da učencem ni prenaporno,
pa vendar delamo na tem, da osvojijo čim večjo kvaliteto in pridobijo čim večjo kvaliteto znanja. Z večjimi učenci ni toliko težav, lepo delajo. Težave so učenci, ki so v prvo leto stopili v glasbeno šolo. Morate vedeti, da so 15. 16. oktobra šole se zopet zaprle. Letos, se pravi mesec in pol, so učenci obiskovali glasbeno šolo. Potrebujejo pa osebni stik, razlago in muziciranje, da lahko osvojijo znanje tako pri individualnem kot skupinskem pouku. Vsi si želimo in upamo, da se čim prej vrnemo v šolske klopi, na odre. Učenci si želijo nastopanje v živo, pred publiko, želijo in potrebujejo aplavz in vzpodbudo za nadaljnje delo. Ker so nastopi in koncerti med epidemijo onemogočeni, so sicer z učenci in učitelji začeli izvajati spletne nastope, ki so zelo popestrili njihovo delo. Na ogled so na šolski spletni strani. Seveda pa bo letos žal izostal njihov tradicionalni koncert simfonikov ob kulturnem prazniku. V začetku tedna je Krški dom starejših občanov, ki v lanskem prvem valu ni imel okužb s koronavirusom, so se pa te v večjem obsegu pojavile v drugi polovici novembra, obiskala državna sekretarka z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič, ki je izrazila zadovoljstvo nad videnim in slišanim. Med 18. novembrom in 23. decembrom so v Krškem domu potrdili okužbo pri 173 stanovalcih in 62 zaposlenih. 20 stanovalcev je bitko s koronavirusom izgubilo. Kljub vsemu bi poudarila, v ničemer ne zmanjšujem žalosti in tesnobe ob izgubi teh ljudi, ampak na letnem nivoju ne beležimo bistveno večjega odhoda stanovalcev kot v običajnih letih. Vsi stanovalci, ki niso zboleli za covidom, so že bili 2-krat cepljeni, prvi odmerek pa so dobili tudi na novo sprejeti stanovalci. Pri nobenem niso zabeležili stranskih učinkov. Veseli me pa tudi, da so se zaposleni cepili. In sicer po navedbah direktorice je tisti zaposleni, ki so bili okuženi in so se cepili, jih je nekako zaščitenih več kot 80% v tem domu. Sicer pa je direktorica Krškega doma Nuša Masnik ob obisku državne sekretarke opozorila na še eno rak rano domske oskrbe. Vsi domovi že leta in leta poudarjamo, da je zdravstvena nega, ki je financirana iz zdravstvene zavarovalnice, nizka in da s tem težko nudimo tak nivo storitev, kot bi jo želeli. To ne pomeni, da je oskrba slaba, vendar bi si zaposleni, oskrbovanci in njihovi svojci želeli, da bi bila raven storitve višja, ki bi jo zagotovili z večjim številom zaposlenih, je poudarila direktorica. Stroški, ki jih je povzročil koronavirus, v Krškem domu ta čas znašajo več kot $500 000. Pravne podlage so zagotovljene, tako da tukaj se ne gre za vprašanje, ali bodo sredstva povrnjena ali ne. Sredstva bodo povrnjena. Tudi te zahtevki se pri nas že obdelujejo, tako da skušamo čim hitreje in v čim večji meri čim prej ta sredstva tudi zagotoviti. Oskrba za stanovalce se zaradi stroškov doma, ki jih je povzročil COVID-19, za zdaj ni podražila, je dodala Masnikova. Gremo k gospodarskim temam. Na čelu novomeške Krke bo tudi v prihodnje Jože Colarič. Nadzorni svet Krke ga je namreč na sredini seji imenoval za predsednika uprave in generalnega direktorja za obdobje 2022-2027 ter mu podelil mandat za sestavo uprave za to obdobje. Kot je poudaril na srečanju z novinarji, to je potekalo ob upoštevanju strogih preventivnih ukrepov, je pandemija ovirala njihove marketinško-prodajne dejavnosti, a so kljub temu zabeležili rekordne prodajne rezultate. V letu 2020, v katerem je pandemija COVID-19 svet postavila pred veliko preizkušnjo, so se v Krki na nove razmere hitro odzvali, je poudaril prvi mož družbe Jože Colarič. Skupina Krka je v lanskem letu zabeležila prodajo večjo kot €1,5 milijarde. Povečala je prodajo za 3 odstotne točke glede na leto poprej in povečala je tudi profit, neto dobiček, ki je znašal dobrih €286 milijonov.
Colarič je v predstavitvi veliko pozornosti namenil obvladovanju COVID-19 v njihovem podjetju. Z vrsto preventivnih ukrepov so, je dodal, zaščitili zaposlene, zagotovili neprekinjeno poslovanje ter trgom vseskozi zagotavljali zadostne količine kakovostnih in učinkovitih farmacevtskih izdelkov. V okviru prvega vala smo nekaj manj kot 50% krkašic in krkašev dali domov na čakanje na delo v doma. Prav tako so zunanjim izvajalcem onemogočili razna investicijska in vzdrževalna dela. Glede številk o okužbah in bolniških odsotnostih v podjetju pa... Bolniška odsotnost, ki jo mi računamo že desetletja, ne? Zdaj smo imeli pa še COVID, smo mogli pa še to dodajati, je bila v letu 2020 pri redno zaposlenih in zaposlenih preko agencij, to so tudi krkaši, 6,4. Pazite, v letu 2019 je bila pa 6,6. Poskrbeli so za ustrezno zaščito, pa tudi drugih obolenj je bilo manj, je navedel razloge za te podatke. V 11-mesečnem obdobju je bilo sicer po njegovih besedah okuženih manj kot 15% krkašev. Načrti za letošnje leto so stvarni, je prepričan Colarič. So po naši oceni tudi optimistični, planiramo tako povečanje prodaje v skupini Krka, kot število zaposlenih, predvsem v Republiki Sloveniji, kot investicije, povečanje investicij, se pravi dodatna vlaganja in na koncu leta 2021 ustrezen rezultat pod črto. Povedano v številkah. V skupini za letos načrtujejo prodajo izdelkov in storitev v višini milijarde 535 milijonov in čisti dobiček okoli 265 milijonov. Za vlaganja namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture pa predvidevajo 114 milijonov. Stane Rožman, dolgoletni predsednik uprave jedrske elektrarne Krško, je prejemnik priznanja Združenja Menedžer za življenjsko delo na področju menedžmenta za leto 2020. Rožman je postal 19. prejemnik priznanja. Prejel ga je na četrtkovem januarskem srečanju združenja, ki je zaradi epidemije, tako kot ostali dogodki, potekalo prek spleta. Stane Rožman je s krško nuklearko povezan že več kot 43 let. Vodi jo dobrih 32 let in v tem času jo je popeljal med 10 najbolje ocenjenih jedrskih elektrarn v Evropi, so med drugim zapisali v obrazložitvi priznanja. Danes dopoldne smo ga vprašali, kako doživlja to dolgoletno povezano z nuklearko. Tisto, kar je značilnost tega obdobja, vsaj zame, da mi je vsak dan v bistvu bil prekratek. Nikoli mi ni bilo dolg čas. Ker je vsak dan, tako zame kot za izjemno ekipo sodelavcev, poseben izziv, še dodaja. Ves čas vodenja družbe je bil osredotočen na uresničevanje vizije, da je nuklearna elektrarna Krško zgled jedrske varnosti in poslovne odličnosti na globalni ravni. V letošnjem letu želimo izpolniti potrebne predpogoje za dolgoročno obratovanje oziroma za podaljšano obratovanje, če hočete. To so naše prioritete. Za dosego podaljšanja življenjske dobe do leta 2043. Lani so v Krškem drugič v zgodovini proizvedli 6 milijard kilovatnih ur električne energije, s čimer trenutno pokrivajo 20% porabe električne energije v Sloveniji. Za Rožmana je priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta veliko presenečenje. Priznava pa, da mu godi. Istočasno pa seveda sproža tudi neke refleksije in razmisleke o tem, kje smo danes, kaj je pred nami, kaj je pomembno za neko dolgoročno prihodnost. Nuklearno elektrarno Krško danes odlikujejo dobri poslovni rezultati, razvojna in trajnostna naravnanost, predvsem pa visoka raven jedrske varnosti. Po Rožmanovih besedah bi prenesla potres 9. stopnje po Richterju. Upamo seveda, da do njega ne pride.
V brežiški občini delajo nove korake k gradnji 487 metrov dolgega mostu čez Savo. Za naložbo ocenjeno na 18 milijonov evrov mora večino denarja zagotoviti država, manjši del za ureditve pa bo primaknila občina. Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so zadnji dan minulega leta objavili javno naročilo za inženirske storitve pri novogradnji mostu, ki jo bodo izvedli v sklopu projekta vzhodne obvoznice Brežice. Župan Ivan Molan pozdravlja objavo javnega naročila, saj bo izbrani izvajalec za inženirske storitve sodeloval pri dokumentaciji, gradnji in pridobivanju uporabnega dovoljenja za most, a se zaveda, da bo potrebnih še veliko naporov za uresničitev projekta. Definitivno pa naj bi bile to prvi začetki 1500 metrov dolge povezovalne ceste, ki se navezuje na rondo pri avtocesti, ki je tudi za Terme Čatež, in pa potem na rondo novi, ko pride na cesti Brežice-Dobova v Trnjo. Poleg sodi tudi novi most, katerega gradnja naj bi stekla prihodnje leto in bi trajala 3 leta. Se pravi, 6. in 7. januarja je geodetska uprava izdala odločbe o parcelaciji. Trenutno čakamo na pravnomočnost in ko bojo odločbe pravnomočne, to je nekje konec tega meseca, pa bomo pričeli s cenitvami in odkupi zemljišč. Do sredine leta, dodaja, bi jim morda uspelo pridobiti manjkajoče zemljišča in vložiti vlogo za gradbeno dovoljenje. Dela pa bi lahko steklo v začetku prihodnjega leta. Nova, najdaljši most na Savi ter 1,5 kilometra ceste sta prvi del bodoče vzhodne obvoznice. Je pa to tudi naša zahteva bila, da se mora most zgraditi, preden bo praktično zgrajena tudi hidroelektrarna Mokrice, kar pomeni, da bi nekako se gradnja tega mostu sočasno izvajala tudi z gradnjo hidroelektrarne Mokrice. S kolegi iz Ministrstva za okolje in prostor in hidroelektrarno na spodnji Savi pač bo treba še kar nekaj usklajevanj, da bi most začeli pravočasno in hkrati ga tudi zaključili pred polnjenjem akumulacije za hidroelektrarno Mokrice. V sklopu projekta bodo med drugim uredili krožišči, para avtobusnih postajališč, večnamenske poti, vodovod in cestno razsvetljavo. Novi most z vso dodatno infrastrukturo bo velika pridobitev tudi za podjetnike. Vsekakor je za občino Brežice in kompletno gospodarsko okolje zelo pomembna pridobitev, kajti odvisni smo bili smo še samo od enega mostu. Vsekakor pa to ni dovolj, kajti tudi prehod čez železniško progo je v Brežicah kar težaven. Z novim mostom čez Savo bodo, pravijo na občini, povezali bregova reke, izboljšali prometne povezave v smeri Maribora in Bizeljskega, razbremenili mesto ter obnovili obstoječi most čez Savo od Brežic do Čateža ob Savi. Da brez vode ni življenja, se še kako zavedajo v Trebanjski občini, kjer je ena od prioritet ustrezna pitna voda prebivalcev. Zato letno namenijo velik del občinskega proračuna. Trenutno si prizadevajo, da bodo dobro vodo priskrbeli za vinogradniško naselje Lisec. Ta je trenutno brez ustrezne pitne vode, najbližji vodovod pa je oddaljen 2 kilometra. Iskanje vode je tako najboljša rešitev. Po uradnih evidencah gre za približno 300 objektov, ki se oskrbujejo trenutno iz kapnic, se pravi se oskrbujejo sami iz padavinske vode, in iz tega razloga normalno smo pristopili k temu, da na tem območju izvedemo hidrogeološke raziskave z namenom, da najdemo tukaj vodni vir. Projekt bo stal 53 tisoč evrov, zajema pa raziskovalno vrtino, izvedbo in tudi analizo rezultatov. Vrtina se bo izvedla do globine 200 metrov. Na tej globini nekje pričakujemo, da bo najden vodni vir. Če do tega na tej globini najprej prišlo, bodo izvedene dodatne poglobitve tudi čez 200 metrov in mi se nadejamo, da bi prišli do ustrezne, se pravi tako količinsko kot kvalitetno do ustrezne pitne vode na tem območju. Zagotavljanje ustrezne pitne vode je ena primarnih dejavnosti občine Trebnje. Lani so za vodooskrbo namenili zajeten del proračuna, in sicer 200 tisoč evrov. Obnovili smo vodohran v Deči vasi, potem naredili smo oziroma izvedli rekonstrukcijo vodovoda Ponikve-Smedovec, Dolenje Kamenje pri Dobrniču. Vsako leto imamo v proračunu tudi zamenjavo ustrezne krmilne opreme na vodovodnih objektih, črpališč.
V lanskem letu so z vodovodom opremili tudi drugo fazo industrijske cone. Tudi letos jim dela ne bo zmanjkalo. Izvedli bomo tudi rekonstrukcije vodovodov na najbolj poškodovanih delih. Zdaj s Komunalo Trebnje smo naredili en plan, kjer so najbolj potrebni prenove. Lotili se bomo v letošnjem letu tistih, za katere bodo pač najprej pridobljene služnosti. Najprej pa bodo seveda poskusili zvrtati dovolj globoko luknjo do vodnega vira v Liscu. Ste vedeli, da ustne bolezni po vsem svetu prizadenejo približno 3,5 milijarde ljudi? Rak ustne votline pa je med 15 najpogostejšimi raki na svetu. V Sloveniji letno odkrijemo nekaj več kot 100 bolnikov s ploščato-celičnim karcinomom ustne votline. V UKC Ljubljana letos ugotavljajo za približno 30% manj novo odkritih rakov. Zato so decembra začeli akcijo pregledov ustne votline, ki bo trajala vsaj do konca februarja. Na pobudo Zdravniške zbornice Slovenije ter v sodelovanju s kliničnim oddelkom za maksilofacialno in oralno kirurgijo UKC Ljubljana izvajajo zobozdravniki brezplačne preventivne preglede v 4 zdravstvenih domovih, tudi v novomeškem. Odziv je bil na splošno zelo slab, ker se je vse skupaj prijavilo nekaj 20 pacientov. Pričakovali smo več, v Ljubljani so v enem tednu pregledali že 100 pacientov, tako da se res pozna ta razlika. Zobozdravniki pregledajo morebitne spremembe na ustni sluznici, ki lahko nakazujejo raka ustne votline. In zaželeno je tudi, da se prijavljajo tisti kandidati, ki bi potencialno lažje zboleli za rakom ustne votline. To so starejši od 50 let, moški, kadilci in pa tisti, ki kronično uživajo alkohol. Nič ne bo bolelo, zagotavlja Luzar Finkova, ki se z vsakim pogovori o zdravstvenem stanju in morebitnih razvadah ter ga pregleda. Znaki za raka v ustih je v bistvu karkoli ni normalno. Lahko pacientu smrdi iz ust, lahko pacient težko odpira usta, lahko ima kakšno buljco, rano, ki krvavi, razjedo, oteklino, praktično vse, kar ni normalno. Bolniki običajno poiščejo zdravniško pomoč šele pri bolečini, otekanju ustnega predela, težavah pri žvečenju in požiranju, krvavitvah, ki pa so že znaki napredovalega raka. Letno v Sloveniji odkrijemo do 100 rakov te vrste. V prvih 3 tednih izvajanja pregledov pa so jih 6. Te sicer zobozdravniki opravljajo zunaj rednega programa. Če se bo epidemija nadaljevala v smislu, da bo omejevala dostop do zobozdravstvenih tudi zdravstvenih storitev, bomo resno razmislili tudi o nadaljnjih načinih financiranja in dejansko uvajanju tovrstnih pregledov ali pa programa kot neko stalnico. Vzemimo si torej čas in preglejmo ustno votlino, saj lahko že sami opazimo morebitne spremembe. Vsaka, ki izstopa iz sijoče sluznice, je potrebna pregleda, poudarjajo izvajalci akcije. V Novem mestu lahko zobozdravnico obiščete in se naročite ob torkih med 12. in 13. uro. K boljšemu zdravju in počutju pa veliko pripomore tudi kvalitetna hrana. Pri Kopačevih na Kvasici so postavili prvi jajcemat v Beli krajini, kjer so na voljo dnevno sveža domača jajca. Da so ta neprimerljivo boljša od jajc s trgovskih polic, nam je jasno že, ko jajce stremo na vročo ponev. Razlika pa ni le v okusu in videzu, ampak tudi v hranilnih vrednostih. Streljaj od Črnomlja na Kvasici že dober teden stoji prvi jajcemat v deželi Belih Brez. Okoli 300 kokošk dnevno znese približno 250 jajc in doslej gre prodaja odlično, pravi gospodar kmetije, ki ga je pred 13 leti iz Medvod v Belo krajino pripeljala ljubezen. Smo ljubljanski konc, smo tega veliko, se tega poslužujejo. Potem pa čas prinesel, ker smo pač odsotni in nismo skozi na voljo za prodajo, preko da stranke lahko pridejo iskat. Tu imajo pa zdaj 24 ur na dan, 7 dni v tednu dostop do svežih jajčk. Jajcemat so poimenovali Vesela jajčka kmetije Kopač, saj lahko samo zadovoljne kokoške nesejo dobra jajca, je prepričan kmetovalec. Vse pogoji morajo biti. Od prehrane, počutja, okolja, vremena, tudi vreme včasih, tudi kakšen dan so tudi kokoške. V delo so vpeti vsi družinski člani.
Najmanjše rokice, zdaj ko pouk poteka nadaljavo, iz gnezd vsakodnevno pridno pobirajo sveža jajca. Dokler nismo imeli kurjega pastirja, torej, kako bi rekli, ograjo, ki ima elektriko notri, ne, sta bila ona dva pastirčka, teh kokoši, ki sta jih čuvala, da niso te kure šle k sosedom, pa ne vem kam vse, ne. Prav tako sta pomagala narisati jajčka, ki kukajo ven iz trave in so prepoznavni znak jajcemata. Ker je povpraševanje veliko, načrtujejo do velike noči postavitev še enega v Črnomlju. Čeprav neka ta samooskrba je nekaj neaktivna, ampak žival je pa le žival, nekaj vrtnina je drugo kot žival, ne. To treba skozi imeti, rekel, na skrbi. Polovica jajc prihaja iz hlevske reje, ostala pa iz proste, vendar morajo biti vse živali zaradi nevarnosti okužbe s ptičjo gripo trenutno zaprte. Hranijo jih z doma pridelano hrano. Mi imamo svoje žita, koruza, pšenica, sojne tropine, recimo nekaj gre, ne. Poleti tega manj, ker je paša, ne. In temu primerna je kakovost. Kupci so jajcemat dobro sprejeli. To pove že dejstvo, da se jajca običajno prodajo v enem dnevu. Pa trgovinska, kakšen je njihov okus? Ne. Jaz se iskreno povedano ne spomnim več. Kajti domače je domače, zaključijo. Novice tedna pa končujemo z opomnikom. Če ste lastnik motornega vozila, katerega največja dovoljena masa ne presega 3,5 ton, boste morali za uporabo slovenskih avtocest in hitrih cest do ponedeljka na vaše vozilo nalepiti novo vinjeto. Na voljo so tedenske, mesečne, polletne in letne vinjete 3 cestninskih razredov. Med najpogostejšimi so v razredu 2A, ki so namenjene avtomobilom ter kombiniranim, bivalnim in drugim dvoslednim motornim vozilom z višino vozila nad prvo osjo do 1,3 metram, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 ton. Za letno vinjeto je treba v tem cestninskem razredu odšteti 110, za mesečno 30 in za tedensko 15 evrov. Kupiti jih je možno na različnih prodajnih mestih po državi. Glede na to, da je naše gibanje še vedno precej omejeno, pa se za nakup vinjete marsikdo ne bo odločil. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!